Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj po poletnem odmoru. Danes je z mano gospa Magdalena Fabčič. A vas smem prositi, da se predstavite, tako kot želite biti predstavljeni? Pozdravljeni, sem Magdalena, vodnica skozi menopavzo. Sodelujem predvsem s podjetji, ki želijo podpreti svoje zaposlene skozi to obdobje, ki je pogosto burno in naporno za nas ženske, pa tudi za našo okolico marsikdaj. Jaz bom začela z enim vprašanjem. A mi morda lahko date en razlog, zakaj vsi moški poslušalci, ki zdajle to poslušajo, ne bi na tej točki ugasnili in šli poslušati česa drugega, rajši? Zato, ker v bistvu se menopavza tiče tudi njih, ker živijo v svetu, kjer so obkroženi z ženskami in vsaka gre prej ali slej skozi te menopavzne spremembe. Lahko je žena, lahko je mama, lahko je prijateljica, sodelavka, sorodnica. Tako da se jim splača biti informiran, da nas lažje razumejo, predvsem pa da vejo, da niso oni krivi. Pa isto vprašanje, kaj pa za vse punce, ki nas poslušajo, pa so morda mlajše od 30 let, pa se jim zdi, da je to še res krepko v prihodnosti? Ker lahko že zdaj nekaj naredijo, da jim bo lažje, predvsem pa, ker jih lahko tudi preseneti, ko so v bistvu zelo mlade. 1% žensk v bistvu doživi menopavzo pred 40. Čistko po naravni poti, potem so pa seveda še razni zdravstveni problemi, ki lahko povzročijo prezgodnjo menopavzo, obsevanja, kakšne onkološke bolezni, recimo kemoterapija. Se pravi, dobro biti pripravljen vnaprej. Pa seveda vse imamo prijateljice, sorodnice, ki vidimo, da imajo težave, mogoče jim pa lahko svetujemo, da poiščejo pomoč, da jim bo lažje. Okay. Prvo vprašanje, ki bi si ga jaz rada razjasnila, govorimo o menopavzi, govorimo o meni, a je to eno in isto, kaj je pravilno? V bistvu malo poenostavljamo stvari, no. Menopavza ali mena, to je nekaj sopomenka, traja praktično en dan. To je tisti dan, ko se nam začne zadnja menstruacija v življenju. Seveda, ko smo eno leto brez menstruacije, lahko rečem, zdaj sem pa že v menopavzi oziroma sem v bistvu uradno že v postmenopavzi. Najbolj tako obdobje polno nihanj in kadar je največ težav, je pa perimenopavza. To so leta pred samo menopavzo, pred zadnjo menstruacijo, ko prihaja do tistih izrazitih nihanj hormonov. In se mora seveda telo na to prilagajati. To pa lahko traja od 4 do 8 let, povprečje nekje okrog 5 let, ampak to je zelo različno od ženske do ženske. Od česa pa je to odvisno? Nekaj, je genetika tudi tukaj, ne. Tipična taka stvar so vročinski vplivi, ki so dosti zapisani tudi v naših genih, odvisno tudi od načina življenja. In od raznih, recimo psiholoških težav, ki zelo vplivajo na to, fizične bolezni, tako da en kup dejavnikov je, ki lahko vplivajo, ampak zelo pomemben dejavnik je res način, kako živimo, kako skrbimo zase. A ko si denimo stara 30 let, a lahko izračunaš ali pa kakršenkoli test narediš ali pa se pozanimaš, kdaj približno bo prišla tvoja menopavza? Ne, v bistvu ne. Razen ženske, ki imajo seveda težave s plodnostjo, te grejo potem na različne teste, da vidijo, koliko imajo še rezerve jajčic v jajčnikih. In a je mogoče tukaj recimo kakšna težava. To so te izjeme, ki lahko zelo zgodaj vstopijo. Tudi pri 25 lahko že ženska vstopi v menopavzo, ampak to so res izjeme, ne. A je ovarska rezerva, torej količina jajčec, ki jo ženska ima, je povezana z menopavzo? Tako. Ko jajčec zmanjka, v bistvu vstopimo v menopavzo. Torej, denimo, to je recimo bil moj problem, zelo nizka ovarijska rezerva, dejansko pomeni, da morda bom v menopavzi prej kot kakšna druga ženska, ki ima normalno količino ovarijske rezerve. Velika verjetnost, tako. Če smo v letih, ko sumimo, da morda pa že imamo neke simptome menopavze, a je možen kakšen hormonski test, ki to zanesljivo potrdi? Običajno ne, sicer vem, da se te hormonski testi na široko prodajajo, ampak to obdobje pred menopavzo je obdobje velikih hormonskih nihanj, predvsem estrogena. Ponavadi tako opišem to kot jajčnik, ki si pripravlja tisti upokojitveni načrt.
in potem nehajo delovati. Možgani to zaznajo in spet pritisnejo na njih, dajmo še delati, ne. In spet se poviša izločanje estrogena in spet upade in gor in dol. In ta nihanja od minimumov, ki so v bistvu pod normalo, do zelo visokih vrednosti lahko trajajo mesece in tudi leta. In se pravi, če jaz naredim hormonski test, mi pove samo podatek tisti trenutek, recimo, koliko imam estrogena. Koliko ga bom imela pa čez en teden, pa ne vem. In se težko sklepa, kaj se dogaja, ker imamo konec koncev tudi obdobje v življenju, ko ostanemo amenorreja, brez menstruacije, bodisi zaradi kakšnega hudega stresa, travme. Anoreksija je bil No, razlog, zakaj sem bila tako leti brez menstruacije. Po recimo vrhunske športnice tudi, ne, recimo, ni tako redko, da so daljše obdobje brez menstruacije, ne. In takrat seveda so tudi znižani, hormoni estrogen, progesteron, ne. Tako da ne moremo samo po tem sklepati. Zdaj ste mi v usta položila nekaj, kar mene že ves čas skrbi. A morebitni takšne etape v življenju, ko smo jih morda imele, jaz denimo zaradi anoreksije, kakšne druge zaradi prehranjevalnih navad, zaradi bulimije, športnice, zaradi pretiranih naporov, smo imele v mladosti obdobja, ko smo bile brez menstruacije več let. A je lahko to kakšen sprožilec zgodnejše menopavze morda? Ne, podatki ne kažejo tega. Edino treba tukaj biti pozoren glede kvalitete kosti. Osteoporoza. Torej obdobje, ko imamo prenizke hormone, estrogen, progesteron predvsem, ki skrbita za zdravje kosti, pomeni, da mi neučinkovito gradimo kosti, ker jih tam do 25, 30 se mi ustvarimo neko rezervo kostne mase. Maksimalno kostno gostoto in potem s staranjem počasi jo izgubljamo. Tako da je treba biti bolj pozoren na to, kako poskrbimo za zdravje svojih kosti, če smo imeli eno obdobje amenorreje, se pravi brez menstruacije. Kako pa poskrbimo za zdravje kosti? Mimogrede. Prva točka tukaj gibanje. Torej mi kosti moramo obremenjevati, da ostajajo močne, in to pomeni tudi vaja z utežmi. Ne samo aerobna vadba, ki je sicer krasna za srčno-žilni sistem, ampak srce potrebuje obremenitev. Torej tukaj so uteži, vaje z lastno težo, trakovi, različne variante, ampak vaja za moč. Tek? Ne, tek je sicer za noge, za spodnji del telesa je učinkovit, tudi za moč, ampak treba je pomisliti, da vse tudi na hrbet, ne, na ramenski obroč, na roke, se pravi, za vse mišice v telesu poskrbeti. Ko zaključevala sem svojo sezono Hudičevega advokata z gostjo, s katero sva se pogovarjali o teku, in ona je razložila, kako zelo pomembno je to gibanje v teku, ker so kosti ves čas, tako sem si pač jaz zapomnila, ves čas v tem rukanju, ne vem, kako bi drugače rekla, in da je to eno od najkvalitetnejših zdravil proti osteoporozi. To je res, ampak predvsem za spodnji del telesa. Ne smemo pa pozabiti na hrbtenico, hrbet, ne, v bistvu tudi konec koncev, ne, pogosti zlomi so zlomi zapestja, kadar imamo osteoporozo, ne, se pravi, treba tudi te mišice krepiti z enimi utežmi ali pa tudi, če držimo plank, kot rečemo, ne, z lastno težo. Pač poiskati nekaj, kar nam ustreza. Online se tudi najde en kup enih posnetkov. Dobro je pa tudi, da gremo do fizioterapevta, ki nam lahko pokaže vaje in pogleda, da jih delamo pravilno. Ker se če ne lahko tudi škodo delamo z nepravilnim izvajanjem vaj, ne. Tako da vložiti nekaj časa, energije, potem to delamo v bistvu do konca življenja. Idealno. Saj čisto preprosto. Do konca življenja telovadiš. Saj to je ta najtežji del, verjetno, a ne? Je, ampak ko ti preide v navado, je lažje. Ker se sproščajo endorfini, to so ti naši opiati, v bistvu kot ena droga, ki povzroči, da smo boljše razpoloženi, da smo potem sproščeni, tako da to je nagrada za gibanje. In če to redno počnemo, se počutimo dobro. In potem, kot reče, si odvisen od teka, ne. To je to. Po njemu se dobro počutiš, in če ne greš teč, si kar nekam siten, nekaj ti manjka in te to porine, da greš, ne. In potem so razne tehnike, kako si pomagati s tem, od tega, da si, ne vem, če greš zjutraj v športno aktivnost, da si pripraviš že vso športno opremo, že tja k vratom, k postelji, da s prijatelji to počneš, da greš v eno skupino, da si plačaš vnaprej. Vsi ti triki, ki jih lahko uporabiš, da se giblješ.
Midve sva zdajle v resnici iz teme menopavze zašli na temo gibanja, ampak zakaj sva midve to naredili? A lahko pojasnite, jaz vem, ker sem že poslušala več drugih vaših oddaj, ampak zakaj sva midve tako hitro zašli praktično na področje gibanja? Kako je to povezano z menopavzo? Zato, ker gibanje, jaz včasih rečem, da je zdravilo skoraj za vse te civilizacijske bolezni, ne. Od povišanega krvnega tlaka do povišanega holesterola, preprečevanja raka in še en kup drugih stvari. In dejstvo je, da ženske do menopavze nas ščitijo hormoni estrogen, progesteron. Možgane, mišice, srce, žile, kosti ščitijo. Ko padejo, moramo več vložiti v svoje zdravje. Kritičnih je tistih prvih 5 let po menopavzi. Takrat lahko največ naredimo, da smo potem pri 80 še fit, ne. In gibanje je ena osnovnih stvari, da poskrbimo za to. Vpliva tudi na naše psihološko ravnovesje. Na psihološko zdravje ima zelo pomemben učinek tudi. Študije celo kažejo, da je enako učinkovito kot antidepresivi pri blagi do zmerni depresiji, recimo. Gibanje, ne. In zdaj za vse naše poslušalke in gledalke, ki se najdejo, s slabo vestjo, zakaj se več ne gibam, zakaj več ne telovadim. Če smo zdaj stare 40, 45, 50 let, a je prepozno, da začnemo? Ne. Koliko smo zamudile? Koliko škode smo si že naredile? V bistvu tisto, kar je preteklost, je preteklost. Nima smisla razmišljati. Ampak imamo še desetletja pred sabo in nikoli ni prepozno. So delali študije recimo tudi z 80-letniki, ki so se začeli gibati, ki se prej niso, in so videli, večjo gibljivost, preprečevanje padcev, pridobili na mišični moči pri 80-ih, 85-ih in počutje se jim je izboljšalo. Tako da nikoli ni prepozno. Vsak dan. Je pa res, da mi smo narejeni tako, da se ne želimo gibati, ker smo raje na kavču, evolucijsko. Ker če tako poosebimo evolucijo, naš cilj je razmnoževanje in mi varčujemo z energijo, da se bomo lahko razmnoževali. In seveda gibanje, če ne rabiš za nabiranje hrane ali pa za lov divjih živali, je gibanje, je odveč, ne. Porabljamo energije za nekaj čisto, ki ni povezano z razmnoževanjem. Tako da nam je v naravi, da se moramo pripraviti do gibanja. Naši predniki so se gibali, ker so se morali za preživetje. Nam tega ni treba, ne, vse je na gumb ali pa na daljinca. In se moramo pač pripraviti do tega in je težko se pripraviti. To je v naši naravi. Tako da ni treba, da nas je sram zaradi tega, ampak poiskati načine, kako bi lahko. No, preden dokončno zapustiva temo gibanja, dajte postrežite, glede na to, da ste že nekaj primerov navedli, kako se človek pripravi do gibanja, pa ne za en teden, ne za 14 dni, ampak za daljše življenjsko obdobje. Da nam to pride v navado, da je to nekaj, kar nas identificira, determinira in da gibanje postanemo mi sami. Predvsem poiskati en šport, pri katerem ne trpimo preveč. Tako bom rekla, ni nujno, da bomo uživali pri njem, ker je pač to naporno. Eksperimentirati malo, ne. Poiskati, kaj nam leži, kaj nam ustreza. In ogromno ljudi potrebuje podporo neke ekipe ali prijatelja ali nekoga, da se zavežejo, da bojo recimo skupaj šli na eno športno aktivnost, in ta zaveza jih v bistvu spodbudi, da to res naredijo. Ne, ker smo pač tako narejeni, da si želimo odobritve okolice, ne, in zdaj, če sem obljubila, da grem in ne grem, bo okolica, se mi zdi, kritična do mene. In jaz bom že zato šla, da bo rekla, super, ne, ke si prišla. Take trike uporabiti, malo psihološke. Koliko gibanja na teden pa je dovolj dobro, good enough? Da ne bomo pretiravali, vsak dan pač ne pride v poštev. Koliko je dovolj dobro? Zdaj za zdravje kažejo podatki 150 minut na teden. Ene take zmerne aerobne aktivnosti. Dobro je, da si vsaj enkrat, dvakrat na teden eno intenzivno aktivnost privoščimo, tako da res pospešimo srčni utrip, da se zadihamo, da se spotimo. Poleg tega pa 2-krat na teden vaje za moč. Torej 4-krat na teden. Odvisno, koliko časa, kako si to razporedimo, ne. Ugotavlja, da celo tudi, če samo soboto, nedeljo, da so skoraj enaki učinki, kot če to počnemo bolj redno. Tako da tudi ta rešitev, če čez teden nam ne uspe, ne. In ne pozabiti tudi na kakšne raztezne vaje.
da ne bomo potem še od športa vsi zakrčeni, ne. Pa vaje za ravnotežje so z leti zmeraj bolj pomembne. Okej, ohljača? Ja, to je stvar, ki sem jo obdržala od mojih menopavznih težav. Jaz sem zdaj pač že 8. leto, menopavzi oziroma postmenopavzi. Vročinske oblive imam še zmeraj. Moja mama jih je imela doživljenjsko, tako da si mislim, zna biti. Ampak če je to hujše. Ker so vročinski oblivi dedni? Ja, Nujno dedni ali? ne nujno, je večja verjetnost. Okej, zdaj omenjali ste dva hormona, estrogen, progesteron. Ta dva hormona sta hormona, ki povzročata, da mi imamo menstruacijo, da imamo ovulacije in potem ta ista dva hormona povzročata tudi, da imamo menopavzo. Ko upadeta, tako pride do menopavze in do vseh teh težav, ki se lahko pojavljajo. Ker se mora telo prilagoditi na nove nivoje hormonov, bistveno nižje. Dejstvo je, da receptorje imamo praktično v vseh celicah v telesu. Se pravi, na vsako celico, vsako tkivo, vsak organ ta dva hormona vplivata in zato se mora celotno telo prilagoditi, z možgani vred. A upadata estrogen in progesteron hkrati, enako hitro, različno, z različnimi dinamikami? Kako to poteka? Zdaj tako v povprečju, če vzamemo, progesteron upade prej in bolj izrazito, že kmalu po 40. običajno, se začne tisti upad. Za estrogen so pa bolj značilna velika nihanja, ki lahko trajajo recimo 5, tudi 10 let. To je ta razlika. Tako da pride lahko v določenem obdobju celo do nesorazmerja, neravnotežja med njima. To se poimenuje estrogenska dominanca, pač ni uradno medicinsko priznana, ampak pride lahko do te situacije, recimo. Ko se to začne dogajati, a obstajajo tableti, s katerimi bi ta dva hormona preprosto lahko nadomeščali? Primer, jaz se spomnim, postopki umetne oploditve naredijo točno to. Zelo veliko dozo progesterona, veliko dozo estrogena, še potem v prvo tromesečje. Zakaj? Mislim, meni se zdi to kar idealna rešitev. Torej, nadomestna hormonska terapija, ne, lahko, nadomeščamo te hormone. V bistvu imamo tudi v Sloveniji na trgu tudi bioidentične, se pravi hormone, ki so identični tem, ki jih pač mi sami izločamo. Je pa tako kot vsako zdravilo v bistvu ima tudi določene neželene učinke in kontraindikacije. Ne, se pravi, zelo od recimo, družinske anamneze kakšnih rakavih obolenj, recimo embolije oziroma, globoke venske tromboze, pa še določeni drugi, ne. Spet odvisno, običajno indikacija za nadomestno hormonsko terapijo je, kadar imamo dosti menopavznih težav. Ampak to ni nadomestilo za uravnotežen življenjski slog, ne. Tako kot, recimo prehranski dodatki niso nadomestilo za uravnoteženo prehrano, ravno tako nadomestna hormonska terapija ne more zamenjati tega, da poskrbimo za svoj življenjski slog. Ker naj bi jo tudi jemali recimo nekje do 5 let in kaj potem, ne. Še zmeraj je treba poskrbeti zase. So pa ženske, ki imajo tako izrazite težave, da rabijo nadomestne hormone, da se spravijo toliko k sebi, da sploh lahko poskrbijo zase, ne. Vi ste po poklicu Biolog. biologinja, tako da, veste tudi, s strokovnega vidika zdaj, o čem se pogovarjava. Jaz imam eno zelo laično vprašanje. Glede na to, da ti hormoni ščitijo žensko pred, prej ste povedali, različnimi vplivi, ščitijo tudi pred rakom, konec koncev, ti isti hormoni. Zakaj potem, ko jih začne primanjkovati, z neko hormonskim nadomestilom teh hormonov domnevno nekega raka povzročamo? Kje je logika? V bistvu, povišan estrogen tudi povzroča raka dojke, naš naravni estrogen, ki ga mi izločamo, ne. Tako da tukaj je stvar ravnotežja. Recimo estrogen spodbuja množenje celic, progesteron dozorevanje celic, ne. Zelo morata biti v ravnotežju. In še nekaj zanimivo, da se v našem telesu hormoni v bistvu pretvarjajo eden v drugega. Iz progesterona nastaja testosteron in iz njega estrogen. Se pravi, tudi ko mi dodajamo, ne vemo točno, kaj se bo s temi hormoni dogajalo. Kako jih telo presnavlja, ne. Tukaj smo pač zelo različne. Ampak treba se je tudi zavedati, recimo ponavadi je tukaj,
rak dojke, pred katerim zelo opozarjajo pri nadomestni hormonski terapiji, sploh če so progestini dodani, ne. Mi povišamo tveganje za raka dojke bistveno bolj, če kadimo, če se nezdravo prehranjujemo, če imamo povišano telesno težo, če se ne gibljemo dovolj. Se pravi, razmisliti, naš način življenja je tisti bistveni. Potem, če imamo dosti teh dejavnikov tveganja, mogoče ni najboljša izbira nadomestna hormonska terapija. Dajmo najprej to urediti, ne. Tako da Ja, malo smo naštimani, že moja generacija, pa že mlajši, da iščemo instant rešitve. Iščemo tako pri hujšanju, tako pri bolečinah, tako pri lepotnih konec koncev pripravkih. Takoj, hitro, brez nekega odvečnega truda. In si mislim, da je tukaj tudi zelo podobno. Zakaj ne bi posegel po tabletkah, če prinašajo takojšnje olajšanje? Zakaj bi se trudil z veliko težjimi koraki? ja, tukaj je zmeraj ta dilema. In se tudi, če recimo ne govorimo samo o hormonski nadomestni terapiji, tudi na splošno, če gremo online malo pogledat, koliko reklam za raznorazne zeliščne pripravke, vitaminske, za lajšanje menopavznih težav, ne. Ogromno, ogromno je tega, kar se prodaja, tudi brez kakšnih znanstvenih dokazov, ne, to je pač, je placebo učinek, seveda, ne, marsikatera ženska se potem počuti boljše, ampak v bistvu meče denar proč praktično, ne. Tako da tega je ogromno, ker vsi bi si želeli pomagati z eno tabletko, ne. Ampak na koncu, če vlagaš vase, vlagaš v dolgoročno zdravje in tega ti nobena tabletka ne bo dala. Ker tudi če ti dobiš dodatne hormone, estrogen, progesteron, telo se stara in je treba poskrbeti za telo v celoti. Tudi z drugih, tudi rastni hormon nam upada, tudi druge spremembe se dogajajo. Niso samo spolni hormoni tisti. Se pravi, z njimi ne bomo rešili vsega. Sami ste že omenili bioidentične različice. Meni se zdi, da zelo veliko se v zadnjem času o tem piše, kot da bi bilo neko čudežno nadomestilo hormonski nadomestni terapiji. A je to res toliko boljše? Ali morda kaj veste o tem? To je v bistvu še zmeraj hormonska nadomestna terapija. Samo kemijska oblika tega hormona je drugačna, je bolj podobna tem, ki jih mi izločamo. In je zato za telo bolj primerna? Zelo podatki zaenkrat kažejo, da ja. Ni ogromno študij na to temo narejenih, da bi se prav primerjalo recimo en hormon, ki ga dobimo, tako kot v preteklosti, iz urina breje kobile, ne, recimo, s temi, ki se jih recimo dobi, ena od surovin je recimo korenina jama. Tako da ni dosti primerjav, da bi lahko rekla, kateri so boljši, ne. Tudi recimo ta spekter neželenih učinkov je različen. Tako biološko gledano zelo verjetno so bioidentični boljši za nas, ne. In pri nas se čisto normalno dobijo na recept, ne. So recimo estrogen tudi v spreju, mikroniziran progesteron bioidentični, tako da so na trgu, ni treba neke online, ni treba iti neke ordinacije, kjer nam bojo kremce predpisali, ne vem. To je čisto normalno na recept. Odlično. Kaj pa rešitev odstranitve maternice? Je to lahko učinkovita metoda pri menopavzi? To je nekaj, kar sem jaz nekoč slišala in od takrat me preganja to vprašanje. Torej, odstranitev maternice, pustimo kakšne onkološke zavete, ne. Do tega prihaja predvsem, kadar pride do zelo hudih menstrualnih krvavitev. Ravno to neravnotežje hormonov, se pravi, zelo nizek progesteron, estrogen pa še dosti visok in lahko pride do menstruacij, ki trajajo tudi 14 dni, 3 tedne. Zelo hude krvavitve, seveda potem slabokrvnost, se slabo počutimo, smo takoj zadihane, brez energije, ne. In recimo sluznica se kar debeli, lušči, debeli sluznica maternice. In ta menstruacija kar traja, so lahko krvni strdki, res zelo hude krvavitve. In seveda, če se to ponavlja, poskusi se najprej, ne vem, z neko hormonsko terapijo, ampak to se nam lahko ponavlja in potem pride do nasveta s strani ginekologa o odstranitvi maternice, da se te hude krvavitve prepreči. Ampak to nima Na zalogo odstranjevali maternice, da rešimo menopavzo? torej nima to povezave z menopavzo v bistvu. Mi še zmeraj nismo v menopavzi, tudi ko smo brez maternice. To je stvar jajčnikov.
Torej v menopavzo vstopimo, ko jajčniki nehajo delovati, zato ker nimajo več na zalogi dovolj jajčec, da bi prihajalo do ovulacije, ne. Če pa bi prišlo do odstranitve jajčnikov, potem Potem pa pa ja, govorimo potem o pa menopavzi. tako, takrat pa vstopimo v menopavzo, ki je izredno nenadna in običajno tudi zelo naporna. Je pa res, da tudi odstranitev maternice nekoliko vpliva, da imamo verjetno malo bolj zgodaj menopavzo, ker se poslabša prekrvavitev jajčnikov, ampak ni neke take bistvene razlike. Je pa maternica naš organ, ne, se kar tako odpovedati organu, če ni nujno in ostane prazen prostor, ne, mora biti res indikacija za to. Se strinjam. Ena od, relativno vidnih znakov menopavze ali pa, ki ga lahko povezujemo tudi z menopavzo, je pridobivanje telesne teže. Vse imamo te izkušnje, ke kakšno leto nismo videle kakšne znamke, in kar naenkrat se je strašansko zredila in se sprašuješ, kaj pa se tej dogaja. Zakaj prihaja do pridobivanja telesne teže v menopavzi? Razlogov običajno več. Eden je ta, da naša telesna maščoba tudi tvori estrogen. Izloča estrogen. Kar seveda je našemu telesu všeč, ne, da ima spet malo več estrogena. Tako da imamo nagnjenost k temu, da nalagamo maščobo, zato da nam bo pomagala s tem estrogenom. Drugače je pa tukaj pogosto pomanjkanje gibanja, ker se z leti malo kaj boli, kakšni sklepi, kakšne mišice. In namesto da bi se bolj gibali in s tem preprečevali te bolečine, se gibljemo manj. Prihaja do sarkopenije, zmanjšanja mišične mase. Ravno mišice so pa tiste, ki kurijo energije. Ki pokurijo tisto, kar mi pojemo. Ki povišujejo ta naš metabolizem, tudi ko sedimo pri miru. Mišice kurijo, maščoba je inertna, maščoba ne rabi energije, ne. Tako da zelo velik vpliv je tukaj gibanja in potem je tudi prehrana. Ke tisto naporno obdobje hormonskih sprememb, se mi pogosto tudi tolažimo s hrano. Ne, tisto tolažba, nekaj sladkega, nekaj slanega, nekaj, da se boljše počutim, pa utrujena sem, pa neprespana, recimo. Če imam težave s spanjem, sem bolj lačna. Ker ko spim, se uravnotežita grelin, leptin, hormon lakote in hormon sitosti. In če premalo spim, je grelin povišan in sem bolj lačna. Res sem bolj lačna in več Tega se še zelo dobro spomnimo iz časov, ko smo hodili ven žurat, ke si bil ob 3 ponoči sestradan. Ja. Zato živijo vsi fast foodi okrog, ker pač nekaj rabiš, a ne. To je Mislim, da je to podobno. Ja, to pa recimo, če ne znamo obvladovati stresa. Povišan kortizol spet spodbuja telo k kopičenju maščobe. To je v bistvu en kup dejavnikov, ki se potem običajno ravno v tem obdobju, ko to najmanj potrebujemo, skupaj zložijo in povežejo, ne. Če povzamem, kaj sem slišala, za obvladovanje teže v času menopavze je pomembno se dovolj gibati in paziti na prehrano. In ko rečemo paziti na prehrano, a sva lahko zelo konkretni? A je to ukiniti vse sladkarije? A je to ukiniti vse vmesne sneke? Komu to uspe? To je tisto vprašanje. Res si ne zadati previsokih ciljev tukaj. Prva stvar, ogromno zelenjave. Tudi, ne vem, imam željo po nečem sladkem, ne, in tisto željo je težko premagati. Bomo samo razmišljali o tem, ne, ponavadi. Pol si vzamem malo surovega korenja, malo surove paprike, pojem najprej tisto in potem si privoščim nekaj sladkega, ne. Moj želodec bo že poln teh vlaknin in bom pojedla manj tistega, ne. Če pa te zelenjavo kombiniram z beljakovinami, te tako upočasnijo prebavo, da sem dlje sita. In seveda je manj potrebe po nečem sladkem ali pa zelo mastnem, čips recimo, ne. Torej kombinacija vlaknin, ki so predvsem v zelenjavi in v sadju, in beljakovin. Oreški, semena, sir, tudi trdo kuhano jajce v kombinaciji z zelenjavo je odličen prigrizek. Ampak zdaj vzameva v kontekst, da so ženske, ki pridejo v menopavzo, običajno še krepko vpete v delovni proces. Močno so še del working forca. A je res realno pričakovati, da bomo imele v pisarni pri roki narezan korenček, narezano papriko, trdo kuhano jajce? Sprašujem, jaz iz svojih izkušenj vidim.
nekaj je na papirju in v teoriji, kaj pomeni spedenjen obrok, nekaj pa je, ko je treba 5 dni na teden najmanj, pa potem morda še čez vikend, ko želiš z družino preživeti kakšno aktivnost, imeti vse to na dosegu roke, urejeno vnaprej, priskrbljeno, vnaprej narezano. Kako? To je stvar organizacije v bistvu, ne. Torej vsekakor ne bo podjetje za to poskrbelo, ne, čeprav nekatera podjetja v sklopu teh njihovih kuhinj, menz ponujajo tudi te variante, ampak ni še dosti tega, ne. In je res stvar organizacije. Načrtovati si. Dobesedno lahko tudi ali v telefončku ali na računalniku ali na listu papirja, da si načrtujemo obroke, gremo s tem seznamom v trgovino. In ko imamo, potem lahko tudi v bistvu kolobarimo, ne, se ponavlja vsakih 14 dni isti meni, recimo. Je lažje, ne. Je pa, zahteva pa načrtovanje, brez tega ne gre, ne. Tudi, da imaš v torbici, ne vem, eno pest oreškov, pa ene polno zrnate krekerje, kadar te neka lakota zagrabi, pa eno jabolko ali pa kakšno tako stvar, ne. Torej, da imaš, da te ne premami tisti avtomat tam, ne, ker ponavadi tam noter ni kaj dosti takega primernega, ne. Še nekaj je treba vedeti, ko mi pojemo z avtomata nekaj sladkega, se nam dvigne krvni sladkor. Dvigne se nam inzulin, ki sporoča celicam, da ta krvni sladkor spravijo na zalogo, in krvni sladkor pade in smo spet hitro lačni. Tako da si naredimo res slabo uslugo. Če pa pojemo zraven eno trdo kuhano jajce, bo pa proces drugačen, ker bo krvni sladkor počasneje narastel. Tako da taki triki, ne, zelo pomagajo. Okej, denimo, da smo prišle v, konec 40 let, torej začetek 50 let. To pomeni, še vedno imamo zelo aktivno službo, imamo, najstnike ali pa, odrasle otroke, ki so ravnokar zapustili najstniško obdobje. Določene kolegice ali pa, gospe imajo pa celo še kar lepo majhne otroke v tem času. Še vedno imamo moža, še vedno imamo vse izzive tega življenja. To se kar kopiči, otroci rastejo, iz dneva v dan je več tega. Kako vemo, kdaj za določene simptome kriviti menopavzo, kdaj je pa to morda preobremenjenost, naravno staranje telesa, ki morda ne zmore več takšnega tempa, kot ga je zmoglo 10 let nazaj? To je zelo, zelo tehtno vprašanje. Tako da je včasih tudi potreben posvet pri zdravniku in malček tudi si poiskati informacije o simptomatiki, ker recimo, če smo utrujene, brez energije, se redimo, nas zebe, imamo krhke nohte, lahko je to posledica menopavznih sprememb, lahko imamo pa težave s ščitnico, premajhno delovanje ščitnice, ki je tudi v tem obdobju menopavznih sprememb pogostejše. Ne, se pravi, treba razmisliti in mogoče tudi kakšno preiskavo narediti, da vidimo, kaj se skriva zadaj. Ali pa, ne vem, nizek hemoglobin, zelo pogost pri ženskah, sploh če imamo še menstruacije, če so podaljšane, bolj pogoste, ne, v času teh hormonskih sprememb, in ni diagnosticiran, ne, pomanjkanje železa, pa v bistvu lahko v parih mesecih si pomagamo in se boljše počutimo. Tako da tukaj je res potreben razmislek, a je to samo posledica menopavznih sprememb, pač rečemo, bo minilo, ne, ker to mine, ali se lahko kaj drugega skriva zadaj. Težave s spanjem. Pri starejših, ženskah, ki jih poznam, to res pogosto slišim. To zamahnemo, mlajše ženske zamahnemo z rokami pa rečemo: saj bo, se bo že naspala." Ampak kako, globok je lahko ta problem in kako ga reševati? Zelo pogost je. Zdaj eno, če so vročinski oblivi ponoči, ne, takrat se zbudimo vse mokre, včasih je potreben tudi tuš, ne. Tako da ukrepati, kar se tiče vročinskih vplivov. Pa tudi na splošno imamo kar pogosto težave s spanjem. Nespečnost je ravno v tem obdobju, velik izziv za ženske, seveda, če si neprespana, nimaš energije za pametne odločitve, potem tudi čez dan, ne. Tako da tukaj je predvsem higiena spanja, od, ne vem, modre svetlobe, ki nas zvečer zbudi, se pravi, da nismo za računalnikom, za televizorjem, telefonom, da uredimo spalnico. Gibanje je zelo pomembno, spet, tudi za kvaliteten spanec, seveda ne tik pred spanjem, neka intenzivna vadba, ker nas bo zbudila, ne, ampak recimo idealno je dopoldan ali pa vsaj zgodaj popoldan, da je nekaj ur pred spanjem
In lahko je tudi zelo intenzivno gibanje in bomo res bistveno boljše spali potem, ne. Reden ritem, naše telo ljubi tak ustaljen ritem pri spanju in pri vsem drugem, ne. Tako da ali pa včasih je tudi pomanjkanje magnezija, ne. Recimo že dodatki magnezija, pa že bolj spimo. Lahko si pomagamo z zelišči, z Kaj baldrijanom. pa CBD kapljice? Tudi lahko poskusimo. Torej vsaka najde svoje rešitve. Tukaj smo si zelo različne, ne. Dobro, saj tudi placebo učinek je zelo relevanten, ampak če neki recimo rastlinski dodatek ne povzroča nekih neželenih učinkov, potem pač, če nam pomaga, je v redu, ne. So pa tudi zelišča, ki so dokazana, znanstveno dokazano učinkovita, ne. Tudi CBD kapljice, ja. Nespečnost je sicer tudi eden od prvih pokazateljev preobremenjenosti ali pa izgorelosti. In včasih, ko obdobje vrhunca naših karier sovpada s pričetkom menopavznega obdobja, si mislim, da je kar težko ugotoviti, čemu pripisovati to nespečnost. Poročanje recimo mojih prijateljic je pač ob 3 ponoči se zbudim in ne morem zaspati. Ja. In se zbudim in razmišljam in me začnejo vse sorte negativnih misli obhajati. Noč je črna, noč ima svojo moč in do 5 zjutraj sem dobra. Tukaj pomagajo lahko vaje sproščanja, kot je skeniranje telesa. Dobimo tudi online, to recimo tudi ameriški vojaki uporabljajo na bojišču, se pravi učinkovita metoda, drugače pa vedenjsko-kognitivna terapija. To je na prvem mestu pri reševanju takih resnih težav z nespečnostjo. Kaj to pomeni? So Vedenjsko-kognitivna. vedenjsko-kognitivna, to pomeni, da mi spreminjamo razmišljanje. Da ne pademo v tisti cikel skrbi, tesnobnosti, potem itak ne bomo več spali, da tukaj delujemo na razmišljanju in spreminjamo svoje vedenje. Sistematično, postopno. Torej, če vas prav razumem, ko se ponoči zbudimo, zavestno razmišljaš o nečem, kar te pomirja, in Tako. ne dopustiš, da misli odtavajo k skrbem, k temu, kar je potencialno nevarnost, k strahu. Torej, in najlažje, če najdeš sidro, in sidro je lahko lastno telo. Ko ne vem, lahko dihalno vajo narediš ali pa opazuješ svoje telo, občutke, glava, roke. Bolj ko se fokusiraš na eno stvar, bolj preprečiš tem mislim, da odtavajo k skrbem. Je pa treba seveda pogosto to početi, trenirati, idealno vsak dan, da kadar potrebujemo, je tako, kot da bi na gumb pritisnili. In pademo v to stanje, ne. In poiskati načine, tehnike. Itak te tehnike sproščanja nam pomagajo tudi pri obvladovanju stresa. Pa tudi ko imamo recimo v perimenopavzi, so pogosto tudi motnje razpoloženja. Od recimo jokavosti, živčnosti, tesnobnosti do agresivnosti ali pa žalosti, podobne tudi depresiji recimo, ne. Zato, ker se možgani prilagajajo na nove nivoje hormonov. In saj vemo, naše razpoloženje nastaja v možganih. In tudi tukaj si lahko pomagamo s temi vajami sproščanja, s čuječnostjo, različne tehnike. Čuječnost je zelo moderna beseda, v smislu zelo pogosto jo slišimo, tudi veliko se o njej piše. A mi lahko zaupate, kaj čuječnost pomeni za vas? Prisotnost v trenutku. Torej, da ne razmišljamo o preteklosti ali o prihodnosti, ponavadi so to bolj skrbi kot pozitivne misli, ampak da sem v tem trenutku, v svojem telesu. In lahko si pomagam z mojimi čuti, ne. Jaz včasih, ko da sem res tako, kakšen zelo naporen dan, kakšni naporni sestanki, potem se usedem v avto in preden se odpeljem proti domu, vzamem eno majhno čokoladico, 85, tako, res majhno, 85-odstotno, in mi tisto pojem. In se fokusiram samo na okus čokolade v ustih. Par minut. In je drugače, ne. Ali pa vonj, ali pa poslušam zvoke in se sfokusiram samo na zvoke. To je čuječnost. Se vrnem v ta trenutek, vase, v telo ali pa v okolico. Veste, kaj se meni dogaja, kadar si privoščim čuječnost? Da ugotovim, da sem utrujena. Če pa razmišljam o planih tistega dne oziroma vsem, kar moram še postoriti, pa te utrujenosti ne čutim tako zelo.
A je mogoče to lahko razlog, zakaj imam alibi, da se oziroma zakaj imam razlog, da se izogibam čuječnosti? Ampak utrujenost je še zmeraj tam, samo prikrita je, ne priznamo si je, ne. Samo to je razlika. Ali se zavem, da sem utrujena, ali pa moje telo reže na tistih zadnjih atomih moči, ampak potlačim, ne, kar tudi vodi potem v izgorevanje, ne. Ko se ne zaveš, kaj se ti dogaja v telesu, da pretiravaš, da je obremenitev prevelika. Še o eni temi bi se rada pogovorila z vami. Presihanje libida je tudi nekaj, kar je povezano ali pa se povezuje z menopavzo, torej pičlo zanimanje za spolnost. Pa za začetek, a se moškim tudi dogaja kaj podobnega, kar bi lahko primerjali s tem obdobjem ali pa s temi simptomi menopavze? Ali ne? Tako, skozi menopavzo gre pač vsaka ženska. Pri moških določen delež, nekje 15 do 20 % jih pa doživlja andropavzo. To je tako izrazit upad testosterona, da imajo lahko težave, ki so zelo podobne tistim, ki jih imamo ženske. Tudi nespečnost pa vročinski oblivi ponoči pa težave z razpoloženjem, recimo. Ampak to je nekje 15 do 20 %. Pri ostalih moških testosteron, ki je tisti glavni moški hormon, bi rekla, zato smo si tako različni, moški in ženske, ne, upada postopno. Nekje kakšen odstotek na leto ali pa celo manj in se telo lahko prilagaja na to spremembo, ne. Tisti, ki pa doživijo hiter upad, imajo pa izrazite težave v spolnosti, pomanjkanje libida, ne. Pri ženskah so pa seveda spet v igri estrogen, progesteron in tudi testosteron, ne, ker ga tudi izločamo, ampak bistveno manj kot moški, kar vpliva na libido. Ampak pogosto so tukaj tudi težave v odnosih, ki si jih mogoče prej nismo priznale, ne, pač je bila na prvem mestu družina, otroci, se ne ukvarjaš mogoče s partnerstvom. Pa težave tudi zaradi atrofije nožnične sluznice, ki se tanjša. Tako. In Suha, suha, suha nožnica. boleči spolni odnosi, seveda, če te boli, Ja. ti ni do tega, pa še če se ne pogovarjaš o tem, ne iščeš rešitev, lahko pripelje do takih res neprijetnih situacij. Jaz si predstavljam, da je to zelo podobno, kot po, porodu. Ja. Ko dejansko jaz, ta šok je bil zame tudi tako zelo enormen, tako mi šele ginekologinja mi je povedala, Ja. da zakaj so spolni odnosi po porodu tako zelo boleči, zaradi sluznice, in si predstavljam, res more biti hudo, da to traja dalj časa ali pa da traja več let, a ne. Kako ali pa na kakšen način to, vprašanje naslavljati? Ker predstavljam si, da je lahko tudi konstanten vir nekega nezadovoljstva, nekega stresa, tudi nekih, neustreznih pričakovanj, vendarle nas svet sili v to, da smo tudi še pri 50 lepe, da smo seksi, da se pričakuje, da smo na vrhuncu svojih življenjskih moči. Kako, ta vprašanja ali pa te težave naslavljati? Zdaj, tukaj je skorajda potreben obisk pri ginekologu in povedati za to težavo, ker pomoč je tukaj lahko lokalna terapija z estrogenom, s katero se spet zbudi to sluznico, v spolnosti uporaba lubrikantov. Konec koncev tudi partnerju povedati, da se bo treba malo bolj potruditi pri predigri, malo več časa si vzeti, malo več pozornosti, ker vemo, pri ženski se predigra začne že nekaj ur prej, ne pa da se, ne vem, skregaš pa potem pričakuješ, da se bo to posle poravnalo, mogoče prej se je, zdaj se pa ne bo več, ne. Pogovarjati se o tem je zelo, zelo pomembno, partnerju razložimo, v čem je težava. In potem so tudi raznorazni medicinski posegi, od laserskih posegov, s trombociti bogata plazma, ki se vbrizga, mislim, poiskati rešitve, ker rešitve so. In nima smisla, da trpimo zaradi tega, ker zelo vpliva na kvaliteto našega življenja, ne. Zdaj so pa tudi pari, ki se odločijo, da pač spolnost jim ni več pomembna in se potem samo še ostane nežnost, se pocrtajo, Ampak tukaj je treba dodati, oba morata biti. Oba. To ne Tako. pomeni, da bo mož, iz tega razloga dobil, neko, košarico, ne. to oziroma dovoljenje, da, ima lahko druge spolne partnerke. Torej tudi to mora biti stvar zavestne Tako, to je odločitve. zmeraj zavestna odločitev, ja. Ampak pogovarjati se o tej temi, če se prej nismo, seveda ni enostavno, ampak je pač potrebno v tem obdobju, ker če poskrbimo za to, imamo mi lahko zadovoljujočo spolnost tudi pri 70, 80, ne.
In je to tudi nekaj, kar še zmeraj par povezuje, kar je en temelj lepilo enega partnerstva, ne. To, da se splača potruditi. Je pa včasih treba tudi finančno neki določeni posegi pač so samoplačniški, ampak poskusiti tudi z njimi, ne. Preden zaključiva, še zadnje vprašanje. Kaj lahko denimo jaz v tem trenutku naredim, vi ste s tem začeli, da si olajšam obdobje v menopavzi? Jaz ženskam svetujem, da naredijo tako eno analizo življenjskega stila. Kako je s spanjem, kako je s prehrano, gibanjem, obvladovanjem stresa, socialnimi stiki, mi potrebujemo kvalitetne odnose, kako je z življenjskim poslanstvom, življenjskimi cilji. To so taka preprosta coaching orodja, rečemo kolo ravnotežja. Ko poimenuješ odseke in potem oceniš od 1 do 10, kako si zadovoljna. In potem pogledaš, kje imaš nizko oceno in kaj lahko tam narediš. Ker vsaka ima nekje drugje šibke točke. Meni recimo spanje, jaz sem nočni ptič. In jaz se že celo življenje borim s tem, da grem prej spat. Z dneva v dan, ne. In vsakič, ko grem, se pohvalim. Pač to je moja šibka točka in potem sem neprespana, ker treba zjutraj vstati, ne, recimo. Ja. Iti zvečer spat je umetnost. Je. Ker v prejšnjem obdobju, ker so se končno zaspali otroci, pa imaš malo časa zase, kasneje, ker je še toliko enih stvari za prebrati pa za postoriti, ker je mir, ker preprosto lahko delaš stvari, brez da ti kdorkoli. In iti spat, ne vem, denimo ob 10 zvečer, je res umetnost. Ja. So pa ženske, ki so tisti škrjančki, ne, tip, ki jim je naravno, da grejo zgodaj spat in zgodaj vstanejo, recimo, ne. Ampak se pa mogoče premalo giblje. Ona bo se lotila gibanja, ena druga prehrane. Narediti eno tako analizo, kje so naše šibke točke, in poiskati kakšno rešitev, ki bo koristna za več teh stvari, ne. Kakšno tako, ne vem, že to, da grem s prijateljico po službi pol ure hoditi. Odnose krepim, se naklepetam, stres znižam, pospešim srčni utrip in potem imam energijo tudi za tiste stvari, ki me čakajo doma, ne. Ker se telo. Zdaj ste mi dala eno Ja. idejo. Namesto da se dobimo na aperol špricu ali pa na kosilcu, gremo hodit. Ja. Pa bomo 2 plusa imele od tega. Tako. To je recimo ena taka ideja, ne. Gospa Hapčič, najlepša hvala. Hvala, ker se ukvarjate s tem, s čimer se ukvarjate, ker govorite o tej temi, in najlepša hvala, da ste bili moja gostja. Hvala za vabilo in ker odpirate take tabu teme. Nasvidenje. Nasvidenje. Poslušali ste epizodo podcasta Hudičev advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6 zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.